No, vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, predvsem smrtnih. Policisti zato tudi ta mesec izvajajo akcijo Slovenija piha 0:0, ki bo trajala do Martinovega oziroma do 11. novembra. Letošnja prometna statistika pa je že zdaj zaskrbljujoča. Letos smo zabeležili že 82 smrtnih žrtev, kar je največ v zadnjih 4 letih. Kakšni so razlogi za to in kakšni so ukrepi? Dejstva z Brigito Potočnik. Vedel sem, da je hudo, ker nisem čutil nog, pripoveduje 32-letni Kristjan Pelhan iz Idrije. Pred 5 leti je doživel nesrečo z motorjem. Danes je invalid. To je motor, s katerim je šel v sredo 24. junija 2020 še zadnjič na pot. Sem se vozil z motorjem v službo v bližnji kraj, v Logatec. Bolj kot na cesti je bil takrat 27-letni Kristjan Pelhan z mislimi drugje. Korona in te časi in v bistvu tudi v službi so bili taki odpuščanja, napeti odnosi, živčnost. Če bi šel počasneje, se najbrž ne bi zgodilo, pravi danes, a poudarja, na cesti nisem divjal. V bistvu je šlo za dolgi lev ovinek in je prišlo do zdrsa in potem sem šel v Grmovje, pa v Brežino, pa nek štor. Prišlo je do spaha kolka in poškodbe stehnenice, medenice, poškodbe hrbtenjače, ker sem se preveč, v bistvu, prehitro sem se vstal in se je zlomil hrbet, recimo. 3 tedni v ljubljanskem kliničnem centru, 4 meseci rehabilitacije v Soči. Približno 2 leti sem rabil, da se je telo opomoglo, da so se malo bolečine zmanjšale, da si se navadil na vse težave, ki jih to prinese. Je paraplegik. Po poklicu je strojni inženir, danes zaposlen doma. Obnavljam motorje, jih predelujem za tekmovanja. Igra badminton, sanka. Na Norveškem je tekmoval v parabobu. Šport mi pomaga, da preusmerim misli drugam, pravi. Upa, da bo kdaj medicina napredovala njemu v prid. In besede, ki jih namenja motoristom. Zaščiten sem z opremo, ki jo imaš. Te ne obdaja kletka kot v avtu. Tako da je treba iti z glavo v prometno. Letošnje leto izstopa po številu smrtnih žrtev med motoristi in mopedisti. Umrlo jih je 30. Še enkrat toliko kot v enakem lanskem obdobju. Če je leta 2021 na naših cestah umrlo 114 ljudi, se je število mrtvih na to zmanjševalo. Lani jih je bilo 68. Letos pa je samo v prvih 10 mesecih izgubilo življenje v prometnih nesrečah 82 ljudi. Najhujša letošnja nesreča se je zgodila 30. julija na avtocesti iz smeri Maribora proti Ljubljani. V kombiju, ki je trčil tovornjak, je umrlo 5 državljank Ukrajine. Nesreči je najverjetneje botrovala utrujenost voznika. Policija te dni poostreno nadzoruje prisotnost alkohola med vozniki. Akcija Slovenija piha 0:0 bo trajala do 11. novembra. Vstopamo ravno v ta obdobje v Martinov čas, pa potem v prednovoletni čas, ko je več zabav, več ljudi uživa alkoholne pijače in naš namen je, da ravno z aktivnim delom pri nadzoru pač vplivamo na ljudi, da ne uživajo alkoholnih pijač, če bodo potem vozili avto. Približno 1/3 nesreč je povezana s hitrostjo. Približno 30% smrtnih nesreč pa po oceni policije povzročijo vozniki pod vplivom alkohola. Letos je v nesrečah, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, umrlo 22 oseb. Kako je s hitrostjo in alkoholom, smo preverili s policijsko patruljo. Ljubljanska obvoznica, smer Brezovica. In prva ugotovljena prekoračitev hitrosti, voznik z osebnim avtomobilom. Tukaj ste se peljali, ste zavijali desno, smernika niste dal.
in v razcepe omejitev 80, ki je prometni znak, smo merili povprečno hitrost 125 km/h. Kazen za to prekoračitev je predpisana 120 € oziroma 60, če boste poravnali v roku 16 dni. Kam se vam je mudilo? Služba. Ja. Običajno takole vozite? Ne. Ne. Po 5 minutah vožnje sistem Provida ujame novega voznika, tokrat s kombijem. Tukaj gor vidite, omejitev je 100. Na 224 metrih je bila izmerjena povprečna hitrost 147,69. Tudi v tem primeru pa test alkoholiziranosti. 5 sekund z enim izdikom, pihate, ne prekinjeno. Koliko je bilo? 0,0. Se človeku mudi, ne gledaš toliko na uro na števci in pa si 1, 2, 3 na 130, 140. Kaj pa bi za prometno varnost pomenila legalizacija konoplje? V ZDA zadnja študija kaže, da je celo več povzročiteljem pod vplivom THC-ja kot pod vplivom alkohola, kar pomeni 25% vseh smrtnih žrtev, vseh hudo telesne poškodovanih je imelo prisotnost v krvi THC. Še posebno črni so bili letos poletni meseci. Junija je na cestah umrlo 15 ljudi. Julija, ko se je, kot rečeno, zgodila letošnja najhujša prometna nesreča, 25, avgusta pa 10. Skupno torej v 3 mesecih 50 smrtnih žrtev. Kakšni so razlogi? So morda k temu prispevala tudi številna gradbišča na naših cestah? Več stvari hkrati. Te hudi vročinski valovi, izrazito povečana gostota prometa ob velikem številu gradbišč na avtocestah. Začele so se šolske počitnice, ljudje so se odpravili seveda na dopust. Podatki policije kažejo, da je med smrtnimi žrtvami več moških kot žensk. Lani je umrlo v prometnih nesrečah 57 moških, kar je približno 5-krat več kot žensk. Umrlo jih je 11. Hudo je biti žrtev, a hudo je biti tudi povzročitelj, še posebno, če zaradi tebe nekdo umre. O tem smo se pogovarjali s klinično psihologinjo. Mi dostikrat svojo vožnjo naredimo, spregledamo, spustimo, naredimo nekaj narobe, silimo, pa se morda izteče dobro. Najbrž zavestno noben ne gre v to, da bi naredil nesrečo. Ta tvoja krivda, ta vprašanja, zakaj sem, zakaj nisem, to je izredno težko, ker nimajo odgovora. In ti se zdaj moraš s tem na nek način naučiti živeti. Sicer pa se največ prometnih nesreč, navaja policija, zgodi ob ponedeljkih, četrtkih in petkih. Več pa na 24ur.com.